Spoštovani, pozdravljeni tudi v tem večeru, ko se bližamo proti največjim skrivnostim naše vere in našega odrešenja, ki ga pripravi Jezus na križu. Nocoj se bomo ustavili pri pozabi trpljenja. Pri prošnji, da ne bi pozabili trpljenja. Trpljenja ne smemo pozabiti. Moramo ga pa spremeniti v plemenitost, spremeniti v ljubezen, spremeniti v dar za druge, pa tudi za nas same, da ozdravimo na duši in na telesu. So nekateri, ki pravijo, da je križ znamenje depresivnega pogleda na življenje in da, ker je križ, da je to nekaj takega ubogega, zato teh podob, kot da jih ne potrebujemo po stanovanjih ali pa po svetiščih in javnih krajih ter poteh. Gotovo, da če bi ostali samo pri dejstvu križanja in krute smrti, ki se je zgodila in ki jo predstavlja, bi bil križ prav gotovo najbolj mračno znamenje. In nekaj, kar si ne bi nihče želel imeti v stanovanju, ob sebi, okrog vratu ali tudi na spomeniku. Vendar križ ni le to. To je ta človeški del križa, če lahko rečem. Ampak križ ima tudi darovansko, odrešensko, velikonočno razsežnost. Križ je znamenje in sredstvo upanja. Prav zato ga tudi častimo in sprejemamo veliko sporočilo, ki ga nam je dal Jezus Kristus. Psiholog Carl Jung pravi, križ ne povzroča bolečine in bolezni, ampak prinaša ozdravljenje, pira pot k upanju. Zato je bil tudi v zgodovini pogosto križ podobljen kot znamenje zmage in upanja in življenja. Zato so ga obdali z dragocenimi kamni, da bi potegnil pozornost vseh, recimo križ v Raveni ali pa tudi kje drugje. Te podobe križa so ozdravljale, so prinašale pogum. Zato križ nagovarja ljudi v različnih stanjih in občutkih. Nagovarja jih ob cestah, ker vedno spominja tudi na kakšen dogodek, ki se je zgodil. Težek, pa tudi poln upanja in rešitve. Ali pa v bolnici. V bolnicah so bili križi in so ljudje pogledali, ko so bili v največjih stiskah, na križ. Ali pa v šoli, doma, spovednici. Ko je blagodejno pogledati ob različnih spovedih prav na Jezusov križ. In tako vidimo, pogledamo ne v samo trpljenje, ampak pogledamo v premagano trpljenje, premagano smrt, premagano hudobijo, v ljubezen, ki je šla do konca, kot je zapisal sveti Janez v 13. poglavju svojega evangelija. Za današnjega človeka pa je križ tudi protest proti vsaki obljubi, vsaki pobudi, da bi zakrili križ, da bi zakrili trpljenje, da bi šli mimo. Tudi v naši družbi so take pobude. Zakriti trpljenje, da o njem ne razmišljamo. Toda, kljub tej križarski vojni proti trpljenju in križu, da bi naj ne mislili, da se bi o njem ne pogovarjali, bi ga izpravili stran od naše zavesti, je pomembno, da ga ohranimo. Križ je tista solidarnost s človeštvom, z ljudmi in solidarnost z Bogom, takrat, ko je najhujše. In trpljenje ni zato, da bežimo od njega. Tudi ni zato, da bi ustvarili določen mazohizem in se mu predali. Ampak, če že pride, ga je potrebno sprejeti, predelati in ga povezati tudi z Božjim trpljenjem, da se spremeni
v dar za druge. V družbi vidimo veliko trpljenja, tudi sredstva javnega obveščanja poročajo o trpljenju. Samo vse naredijo tako, da ostane to trpljenje nekako prikrito, da človek pač dobi informacijo o tem, ampak da ne stopi v njega. Tempo trpljenje mora stopiti v nas. Biti moramo z njim in ob njem, da se lahko približamo tem ljudem, ki trpijo. So nekateri in tudi prevladujoči tok družbe je, da se nekako izogne invalidom, da se izogne bolnim, okuženim, prizadetim, tudi okuženim. Najdejo se starši, ki nočejo pokazati otrokom križa, kot da se ne bi ustrašili ob trpljenju. Zelo hudo je, ko starši ne peljejo otrok na pogreb za svojega starega očeta, svojo staro mamo, ki so imeli tako radi, da se ne bodo otroci obremenili. Kakšna neumnost. S trpljenjem se morajo srečati tudi otroci in ga predelati, še posebej, če je povezano z veliko ljubeznijo. Zato trpljenje ne sme postati tabu, ga moramo poznati tudi v tem času COVID krize, prav da ga poznamo. Poznamo težke večere in težke noči, ki jih imajo ljudje, ki veliko trpijo, recimo ali pa v bolnici ali pa tudi doma. Zato življenja ni brez trpljenja. In če ga že nočejo videti pri drugih, vsaj njih spremljajo v življenju. In če ne bodo nanj pripravljeni, če ga ne bodo znali sprejeti, se jim bo vse podrlo. Ne bodo vedeli, ne bodo spoznali tega, da ni sreče, če ne gre prej skozi trpljenje, skozi preizkušnjo, skozi napor. Zato moramo trpljenje vključiti v del našega življenja. Da ga ne prepustimo samo nekim zdravstvenim ustanovam in poklicem in potem smo jezni, ker ne ravnajo tako, kot bi morali, ampak da smo mu blizu. In nihče ne more tako biti blizu trpljenju kot tisti, ki ti je najbližji. Zato je prav, da se tudi že otroci srečajo s trpljenjem. Da vemo, da je naše življenje tudi solzna dolina. Ampak poleg tega je tudi veliko lepega, da je veliko srečnih trenutkov in da kot ljudje smo ustvarjeni za življenje, za polnost in ne za tiste težke dneve. Prav tako je tudi s Kristusovim trpljenjem. Njegov križ nam pomaga, da ne bi pozabili ne na njegovo trpljenje in ne trpljenja drugih, tolikih propadov, tolikih izgub, tolikih ljudi brez imena, ki v tišini prenašajo svoje križe, ki trpijo tudi zaradi družbenih odnosov, zaradi nasilja, zaradi preganjanja, zaradi politične pripadnosti in tako naprej. Križ nas spominja vsega trpljenja v današnjem času in tudi v preteklosti. Istočasno pa je križ tudi tisti, ki nam vsadi upanje, ker je bilo premagano prav v Jezusovi smrti na križu. In zato smo povabljeni neprestano v križu, da sotrpimo z bližnjimi, ko je potrebno. In obenem, da prav s Kristusom gremo skozi tiste težke trenutke. Recimo, sužnji, ki so bili v Ameriki, so svoje težke trenutke povezali z Jezusovim trpljenjem. Ko so nastale čudovite pesmi, ki so jih držale ven iz te mlake bolečine in trpljenja. In tako so ohranili svoje dostojanstvo in tudi svoje upanje. V zgodovini duhovnosti poznamo kar nekaj mistikov in ljudi, velikih duhovnih ljudi, ki so nekako globoko stopili v križ. Sveti Bernard pravi,
da premišljevanje križa nas naredi sposobne, da lahko odgovorimo ljubezni. S križem bolj ljubno. Nekega dne, ko je premišljeval križanega, je ta odprl svoje roke in ga objel. Podobnost s križanim, vemo, je doživel tudi sveti Frančišek. Že mnogi dogodki nam o tem govorijo, predvsem pa, ko je prejel stigme. Tako se je tudi na telesu pokazala njegova bližina in podobnost z Jezusovim trpljenjem. V prejšnjem stoletju je vsem znana Edith Stein, Judinja, ki je postala kristjanka in redovnica. Že prej se je veliko ukvarjala z mistiko svetega križa, potem pa je to mistiko sama doživela na sebi, ko so jo Nemci odpeljali v Birkenau, v Auschwitz, kjer je umrla oziroma potem tudi zgorela v krematoriju. Zapisala je: zavedam se vsega. Znanost križa je mogoče doseči, če se na sebi občuti križ do njegovih globin. Zato je izrekla vsem srcem tiste velike besede: pozdravljen križ, edino upanje. Gotovo, da te teorije oziroma te modrosti križa ne smemo razumeti kot neke vrste mazohizem. Se gre za globoko izkušnjo darovanja, ko ljudi zadenejo trpljenje in bolečine in ko znajo to povezati v celoto svojega bivanja. In ko v družbi zavrnemo trpljenje, s tem postanemo nasilni in grobi in iščemo načine, kako bi pokrili to trpljenje. Naučiti se moramo živeti s trpljenjem na takšen ali drugačen način. In na tak način, tako smo potem tudi bližje sami sebi in svojim najbolj bližnjim. Gotovo, nihče ni vedno najbolj srečen, v najboljši kondiciji. Smo tudi v trenutkih problemov. In križ nam prav v takih trenutkih pomaga, da se očistimo in da se prečistimo. Tako je mnogim trpljenje spremenilo življenje, da so začeli drugače razmišljati, da so se soočili s svojo krhkostjo in veličino, da so postali solidarni in občutljivi, da so se zavedli, da morajo nositi križ svojega življenja in da ga ne nosijo sami, ampak da ga nosijo skupaj z Gospodom. Križ nas osvobaja tudi iluzije sveta brez trpljenja. Svet ni raj, svet je tudi solzna dolina. In modrost je, da znamo sprejeti tiste najlepše trenutke, ko lahko plavamo z zrakom in morjem, in da znamo sprejeti tudi tiste najšibkejše in da jih povežemo s tistim, ki nam prihaja tukaj naproti, to je z Jezusom. In da se borimo za več življenja na tak način, da ne zbežimo ob preizkušnjah, ob tistih trenutkih, ko bi mnogi najrajši odvrgli svoj križ in zbežali. Potrebujemo smeh, prav tako so naše tudi solze. To je življenje, ki vključuje križ, ki ga Bog spremeni v seme novega življenja. Želim, da bi ta spomin na križ bil čim bolj rodoviten v teh dneh in da bi osvobajal. Amen. In lahko noč.